Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Odmev tedna na spletnem portalu domovina.je. Danes malce drugače v moji družbi. Kolegica Vida Petrovčič je ta teden odsotna, bo kmalu nazaj prihodnji teden, ampak vseeno je teden minil s številnimi odmevnimi dogodki tako v Sloveniji kot na mednarodni ravni. Naš tokratni gost in tudi tedenski komentator bo dr. Janez Juhant, teolog, filozof, duhovnik, predsednik Združenja Oblipi sprave, tudi avtor več knjig, med drugim o Lambertu Ehrlichu. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Ja. Preden greva na politično komponento tega tedna, vendarle je najbolj odmevala smrt papeža Frančiška. Prav danes so ga pokopali. Danes je njegov pogreb. V ponedeljek je umrl na velikonočni ponedeljek. Bilo je to za marsikoga presenečenje, samo dan prej se je v Papam mobilu tako zelo veliko potezno pripeljal na trg Svetega Petra. Je bilo to presenečenje, ampak zdaj marsikdo pravi, da papež ni čisto zares upošteval zdravniškega nasveta, da mora biti v popolnem mirovanju 2 tedna. Je čutil, da odhaja. Zakaj je želel tako na trgu Svetega Petra še govoriti prav na veliko nedeljo? Jaz mislim, da je čutil, da odhaja, po drugi strani je pa hotel in to nekako mu štejem zelo v dobro in tudi kaže celoten njegov pontifikat, da je bil zelo zavzet za ljudi in je hotel tudi ta zadnji del svojega življenja preživeti, kolikor je mogoče aktivno, in verjamem, da mu je ravno s tem tudi to uspelo. Mislim, da je pa s tem tudi dal najboljše sporočilo, da pač človek, ki je v službi, to počne dokler zmore, potem pa ga Bog vzame k sebi. In verjamem, da je papež nekako to tudi sam slutil, saj je velikokrat rekel, da ne bo odstopil, ampak da bo delal do konca. In verjamem, da je s tem tudi svetu pokazal, da je živeti iz vere, pravzaprav živeti predano človeku in s tem tudi Bogu, v katerega naročje je kakor upam odšel. Ja, zelo skromen pogreb si je papež Frančišek zaželel, samo 2 krsti, recimo namesto 4 brez papeževe palice ob krsti. Do konca skromen, lahko rečemo. To je pokazal tudi vsem svojim delovanju, predvsem zavzetost za revne, prizadete v družbi, pa tudi s tem, da je nekako živel v domu Svete Marte, kar seveda je, lahko rečemo, pač neko mesto pač mora papež tudi imeti, ampak je izbral zavestno to, da pokaže, da je malo drugače živel kakor prejšnji papeži. Predvsem pa je seveda hvalevredno, da je tudi tu pokazal, da je mož vere, da pravzaprav vse, karkoli počne v tem smislu, da bo to v blagoslov ljudi in da bo prinesel s tem tudi na nek način sporočilo vsem ostalim, ki verujejo, da ne delajo tako. In verjamem, da so morda marsikateri tudi, ki se danes nekako bodo odpravili na pogreb ali pa to, bi si morali nekako to vzeti k srcu, da ta zgled, bodisi cerkveni, kakor tudi svetni dostojanstveniki pokažejo tudi v življenju in potem bilo tudi na tem svetu bolje. Povejte po resnici, a je v duhovniških krogih papež Frančišek kakorkoli razdvajal, ker so pač številni pogledi bili bolj konzervativni od njegovih? Recimo zanimiva mi je bila izjava novomeškega škofa monsignora Andreja Sajeta, da za svet, za ljudi zelo odprt liberalen papež je bil zelo strog do duhovnikov. Ja, mislim, da je to tudi pokazal. Tu seveda je po mojem mnenju marsikoga tudi lahko prizadel v cerkvi, predvsem je prizadel tiste, ki niso svojega poslanstva vzeli popolnoma resno ali pa seveda z vsem tem, kar si je prizadeval za pedofilijo in vse druge spolne zlorabe, ki so se dogajale. Tu je bil on zelo odločen in mislim, da je to prav, ker je pač ničelna toleranca tisto, kar mora veljati v cerkvi, pa tudi v ostali družbi. In seveda marsikomu to ni šlo v račun. Mislim pa, da je bil zgleden v tem smislu, da je vsem dal
nekako s svojim osebnim zgledom, pa tudi s svojo službo, spodbudo, da tako živijo. Recimo tudi, rečeno je bilo, mislim, da na televiziji Slovenija, da ni primera Rupnik, tudi ta primer je on dal zdaj v sodno obravnavo, to se pravi, je bil povsod dosleden. In seveda to marsikomu ni bilo všeč, pa tudi druge stvari, recimo zavzemanje za migrante, pa tudi za revne ljudi, je seveda zelo zapleten problem, ki ga je papež gledal predvsem človeško. On ni podpiral teh mafijskih združb, ki migrante vozijo in prodajajo v Evropo, ampak se je zavzemal za to, da bi ti ljudje bili dostojno človeško obravnavani na vseh nivojih. Je šel papež Frančišek v korak s časom, v modernizacijo slovenske cerkve? So koraki, ki jih je papež delal, nujni po vaše za prihodnost, ne vem, da bi več ljudi hodilo v cerkve, tudi v prihodnje, ne vem, da bi duhovniški poklic spet zanimal več ljudi? Recimo vemo, da nekako pada zanimanje tudi za obisk svetih maš v Sloveniji, ne manj jih je, kot jih je bilo v preteklosti. Res je tudi, da je ljudi nekaj manj, predvsem mladih, pri veroukih, ampak vendarle, ne. Marsikdo je bil prepričan, ta korak, ki ga je papež Frančišek naredil, je bil pravzaprav nujen. Kako ste vi na to gledali? Jaz mislim, da so ti koraki še naprej nujni, tudi v smer tega, da se omogoči recimo večjo vlogo tudi pri sakramentalnem življenju ženskam. To nekako ni uspelo in verjamem, da je papež tu v tem sinodalnem procesu videl, da pač v cerkvi ni tu popolnega soglasja, in to je tisto, kar ste prej tudi rekli, da so številni nasprotovali tem spremembam, vendar je poteze naredil, ki so šle recimo v spremembo papeške kurije, recimo kako ta papeški uradi delujejo, da so tudi ti odprti za ženske, tudi v tem smislu, da je dal večjo vlogo recimo vsej cerkvi, to se pravi mednarodni razsežnosti. Seveda problem, ki ga pa naslavljate, je pa seveda ključni problem, ki ga je pa papež tudi dobro vedel. Se pravi, vse te reforme morajo pravzaprav peljati k temu, da bomo bolj verovali in da bomo to vero v Boga, da je Bog tisti, ki vodi naše življenje, da bomo to tudi oznanjali drugim, in to je skušal on tudi s svojim življenjem pričevati. Ja, bil je prvi Američan, prvi iz južne poloble, prvi Latinoameričan, iz Argentine je bil doma gospod Bergoglio. Franz Rodeo v enem intervjuju za Planet TV rekel, ne, da ga je zelo zaznamoval peronizem, ne, ko je rastel gor v 50 letih, da od tukaj so izvirali tudi nekateri njegovi morda za cerkev nekoliko neobičajno levi pogledi. Ja, zaznamovalo ga je tudi že recimo papeževa Pavla VI. Populorum progressio, razvoj narodov, pa tudi Janeza 23. Mir na zemlji, pa Mati in Magistra, kjer so ti papeži poudarili tudi družbeno razsežnost krščanstva, ki je bila pa zelo zahtevna ravno v Južni Ameriki, ne samo v Argentini. V teh deželah je prišlo do tako imenovane teologije osvoboditve, ker je šlo za to, da so nekateri videli celo tu poseg marksizma v katoliški nauk. Ampak on se ni zavzemal za to in tudi ostali škofje ne, pač pa so poudarili to, da je potrebno, da če verujemo, moramo tudi delati za pravičnost, in seveda iz tega tudi izvira to, kar je papež stalno počel, da si je prizadeval za revne, prizadete, in da je rekel, da mora tudi celotna družba in seveda cerkev delati na tem. Leva politika je govorila o papežu Frančišku v teh dneh po njegovi smrti z izbranimi besedami. Kar nekaj kritik je bilo slišati, tudi sumničavosti, ne, če tako dobro govorijo levi politiki o papežu, potem pa je bilo nekaj narobe.
Ja, glejte, levi politiki seveda so govorili tisto, kar jim je bilo všeč, in to je po moje tudi ključni problem, da na vseh nivojih se poudarja predvsem tisto, kar je komu všeč. Recimo vemo, da se je papež zavzemal ne samo za istospolne, da njim damo neko mesto, in če jih je Bog tako ustvaril, kot je on sam rekel, moramo tudi mi jih sprejeti, ampak drugo je, kakšno prakso s tem sprejemamo. Pa tudi, recimo, on se je zelo jasno zavzemal za človeško življenje od spočetja do smrti. Bil je jasen nasprotnik splava, ne? Ampak to so pa mediji zamolčali. To je tudi eno vprašanje, ki seveda posega na to področje, to se pravi, ampak to so ravno mediji zamolčali. Jaz mislim, da je on povsod se za to zavzemal in nekako, gledajte, tudi če vzamete, da gredo naši politiki na pogreb papeža, pri nas pa ne pokopljajo žrtev, recimo povojnih pomorov. Mislim, to so stvari, ki ne gredo skupaj. Mislim, da če smo dosledni, moramo na vseh področjih imeti enake vatle, kot se reče. Ja. No, sej, papež Frančišek je bil z tega vidika nekoliko poseben, kot ste sami omenjali, zagovarjal je, se pravi, sprejetje istospolnih parov, ampak hkrati bil vendarle oster nasprotnik splava, kot smo prej rekli, ne. Nekatere njegove druge poteze so našle pot na socialna omrežja, recimo, da je umival noge migrantom, ne. Take stvari so ljudi zmotile, ne. Nekateri, ki so prepričani, da so kristjani, ampak so pa kar precej sovražno govorili o papežu Frančišku. Slišal sem marsikaj, ne. Prebrati je bilo marsikaj od ljudi, ki so se deklarirali kot kristjani, češ naj se cere v peklu. Ampak kako vi gledate na to? Glejte, jaz mislim, da vsi, posebej pa kristjani, moramo povsod gledati spoštovanje na vsakega človeka. In to je bilo njegov pristop je bil, jaz sem veren človek, Bog je oče vseh ljudi, še posebej je pa oče prizadetih, trpečih, in tudi Jezus Kristus se je ravno za take ljudi zavzemal in je treba tem ljudem pomagati. Tudi iz tega stališča je on recimo zagovarjal življenje nedolžnega človeka od spočetja do smrti, ker je pač to človek in je treba vsakemu človeku dati enako spoštovanje, ker je ustvarjen po Božji podobi. In seveda številni ljudje so preveč te stvari gledali mogoče po nekih ozkih človeških kriterijih. Je pa papežev namen ni bil, recimo, da bi nekako podpiral recimo trgovino z ljudmi in take stvari, kar so mnogi videli, ampak je podpiral, da tudi vsi državniki delajo tako, da bodo ti ljudje našli neko mesto v svetu. In to je tudi njegovo zavzemanje recimo proti skrajnemu kapitalizmu, kar so tudi mnogi kritizirali. To so seveda zapletena vprašanja, ampak rešiti jih je pa treba, in zato je tudi papež v tem smislu bil izredno sporočilen že v nadaljevanju tega, kar sem prej omenil, prejšnjih papežev. Tudi Janez Pavel II se je za to zavzemal, da se ustvari večja pravičnost, ker le tako bomo ta svet rešili, in to seveda tudi potegne za seboj ekološka in vsa druga vprašanja, ki so s tem povezana. Pred dnevi je bil gost informativnih oddaj na televiziji, na Popu, na Planetu Janez Janša, med drugim, ko je bilo govora o papežu Frančišku, je dejal, da je po njegovem mnenju da je papež premalo jasno obsodil pa nasilje in zločine nad kristjani, recimo v Siriji. Mislim, da je papež v tem smislu bil vedno zelo diplomatski, čeprav je pa povsod se zavzemal za ljudi. Jaz mislim, da je tudi za kristjane, jaz politično ne vem, koliko je lahko naredil, to težko presojam. Res pa je, da bi jaz rekel, da so se evropski politiki premalo zavzeli za kristjane. O tem je popolnoma jasno, ob vsem nekako dobrohotnosti do muslimanov, so evropski politiki, ki bi lahko kaj storili, da bi recimo tudi sirski, pa tudi drugi, recimo iraški katoličani našli mesto, čeprav številni so, ali pa nekateri so naredili marsikaj v tem smislu, ampak
To gre tudi za to. Papež seveda je malo obsojal, kar zadeva te zunanje zadeve, zato ker je hotel je pa zelo jasno povedal, da je proti vojni, da je proti nasilju nad ljudmi, kakršnemkoli, in je tudi recimo v svojem v katekizmu katoliške cerkve izločil, da je obsodba na smrt, izvršitev smrtne kazni, se ne sme verskega stališča sprejeti. To so stvari, ki vendarle govorijo za to, da je poskušal vsem ljudem pomagati, je pa politično pa vprašanje, koliko je lahko na tem smislu naredil. Ja, predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta se kot državnika udeležila pogreba papeža Frančiška. Danes v Vatikanu, predvsem premierjeva partnerka, je iz tega naredila spektakel. Poglejmo. Ja, takole snemajo Tino Gaber in predsednika vlade, kako prihajata v baziliko svetega Petra. Kako gledate na takšno snemanje, na takšno promocijo, evidentno namenjeno socialnim omrežjem? Glejte, mislim, da ni izgubljati besed, zato ker vsi protokoli, posebej pa protokoli, ko gre za pogreb, take stvari odklanjajo in zavračajo. To so zavržne stvari, ki se jih en politik in seveda tudi njegovi partnerji ne bi smeli privoščiti. Sicer gre za par, ki zelo jasno navija za 8. marec, ki je zbiral podpise za varno dostopen splav. Te podpise slavijo kot nekaj izjemno pomembnega, kot velik dosežek človeštva, ne? Čeprav veva, da splav je itak dovoljen, ne? V večini evropskih držav, edino na Poljskem imajo nekaj več težav s tem. Ampak ja, splav sam je nekaj žalostnega, ampak kar morava reči, je, da vrednostno, ne? Se zdi ta Robert Golob in Tina Gaber popolnoma na drugi strani kot papež, ne? Pa želja po sprejemu evtanazije. Skratka, to ni tisto, za kar se je papež Frančišek zavzemal, ampak sta pa tam, ne, zdaj na veliko. No, teh anomalij, recimo, poleg teh, ki so protokolarne, o katerih so prej govorila, pridejo še anomalije, recimo, da jaz zelo razlikujem recimo zavzemanje za določene skupine ljudi in pa zavzemanje za človeka od rojstva do smrti. To se pravi, splav je dejansko umor, o tem moramo biti na jasnem, če smo ljudje, ker ko je človek spočet, je človek in ga je treba sprejeti, in dejansko v tem smislu po mojem ni debate, čeprav vemo, da so zaradi olajševalnih okoliščinah, podobno kot je Jezus rekel, da je moj zazdal ločitveno pismo, da se dva ločita, so včasih okoliščine, ko je recimo splav v civilnem pravu dopusten, ampak še kljub temu je treba vse narediti, da čim manj ljudi umre, naj si bodo ob splavih ali pa v vojnah ali pa tudi v vseh drugih razsežnostih. In to je tisto, ta dvojnost tega sveta, ki ne zadeva samo teh dveh, ki ste jih omenili, ampak tudi številne druge, da moramo človeka zaščititi v vseh položajih, v vseh dobah, in tudi gre tudi tukaj za vprašanje recimo evtanazije in vseh drugih stvari, kjer je umor človeka po krščanskem in tudi, če hočete, človeškem prepričanju nedopusten. Ampak zakaj pa vaša leva politika vedno kljub drugačnim vrednostnim pogledom tako hiti v Vatikan na slikanje s papežem? Tam je bila predsednica dvakrat, Golob takoj nekaj mesecev po nastopu vlade. Ja, za mene je to zelo žalostno, da recimo so take dvojnosti. Recimo to velja tako za predsednico kot za premierja. Po eni strani recimo ne pokopljata žrtev, ki so bili po vojni pomorjeni. Spomnimo se, vlada se je odločila, ne, kosti so iz Macesnove gorice prenesli v neko drugo, skoraj da ne garažo v Škofjo Loko, ne, medtem ko svojci, ki si prizadevajo za pokop na Žalah, pa
Jaz sem bil tam, pa vem, kakšno je to mesto. To ni dosti drugačno, čeprav je pač določeno kot Kosnica, ampak te pokojni so tam ravno tako V vrečah in niso dostojni. Predvsem pa je seveda nesprejemljivo, da država ljudi, ki so nedolžni, o tem ni dvoma, so bili pomorjeni, ne pokoplje. Ta dvojnost, recimo na drugi strani pa se nekako slikamo s papežem in tako dalje, to so neke dvojna merila, ki bi jih morali politiki vendarle preseči. Ja, preden gremo na naslednjo temo, kakšen mesec ne bi trajalo, da kardinali izvolijo novega papeža, vsi bodo vzeli čas, so rekli, ne? Zaprli se bodo v prihodnjih dneh v Sistinsko kapelo, potem pa bomo čakali na famozni beli dim. Nekaj je favoritov, ne? Celo stavnice imajo svoje favorite, ne? Kot pri nogometnih tekmah. Med njimi gospod Parolin, nekateri si želijo bolj konzervativnega papeža, kot bi bil kardinal Sarah. Kako pa vi gledate na prihodnost? Jaz mislim in upam, da bo novi papež nadaljeval to delo, ki ga je zastavil Bergoglio, ker je tudi cerkev, kot sva že prej rekla, v zelo zahtevnem položaju. Potrebno se je nekako bolj odpreti Bogu, predvsem pa se je treba tudi bolj odpreti svetu, v katerem živimo, in tudi nekatera človeška merila nekako kot normalna sprejeti tudi v cerkvi, ob večjem upoštevanju tako imenovane sinodalnosti, to pomeni sodelovanja in vključevanja vseh. Proces je sila zahteven. Razlika v smislu tega je, da demokratični procesi pač potekajo po nekih večinskih načelih, sinodalni proces pa poteka v nekem verskem prepričevanju drug drugega, da bolj poglobimo svoje delo in da v povezanosti delujemo, predvsem tudi v večji povezanosti z Bogom in Svetim duhom. Menite, da bi morali dobiti mlajšega papeža? Mislim, da je to tudi nek papež, nek kardinal je rekel, da ni dobro, da je nekdo predolgo na enem mestu, in najbrž je to tudi seveda vprašanje. Mislim pa, da je cerkvena struktura že tako postavljena, da te zadeve itak ne vodi samo en človek, ampak je sinodalni proces tisti, ki omogoča, da potem tudi tisti, ki je na vrhu, upošteva pač ostale. Ja, prej sva govorila o tistih kosteh, nedolžnih žrtev, ki so se znašle v eni drugi garaži, kot ste sami rekli, ker ste bili tam. Da spraveni na vidiku je moč sklepati z govora predsednice Državnega zbora na včerajšnji državni proslavi pred 27. aprilom, dneva boja proti okupatorju. Poglejmo. Jasno je postalo, kdo se bori proti okupatorju in kdo so izdajalci. Čeprav si danes kdo še tako želi revidirati zgodovino, ne more in nikoli ne bo izbrisal dejstva, da so na Hitlerjev rojstni dan, 20. aprila 1944, domobranci v Ljubljani v navzočnosti poveljnika Rupnika in škofa Rožmana prisegli popolno zvestobo nacistični Nemčiji v boju proti komunizmu in njegovim zaveznikom ter s tem potrdili svojo kolaborantsko vlogo. V težkih razmerah je upor proti okupatorju posejal tudi seme slovenske državnosti. Ja, precej kritik že zaznati na socialnih omrežjih po tem govoru Urške Klakočar Zupančič. Agitatorski govor, recimo, pravi kolega Nenad Gliks z Domovine, medtem ko pač jo tudi zgodovinar dr. Jože Možina pravi, zakaj se ti ljudje še naprej bojijo soočiti z resnico. Kako ste vi videli ta govor? Ja, to je mogoče najbolj ustrezen odgovor na to. Gre preprosto za to, da je ta govor pač politično motiviran v smislu revolucije, ki jo pa nihče ne priznava. Torej, v bistvu ni šlo samo za osvobodilni boj, kakor je rečeno, tudi ta datum vemo, da je pač izmišljen. Potem tudi vse druge stvari, ki so
povezane z osvoboditvijo, so imele veliko bolj ozadje revolucije. Recimo dovolj nam je samo izjava Mačka, ko je rekel doktor Udetu, če bi vam jaz povedal, kaj je bilo v Rusiji, vi ne bi šli z nami. To se pravi, če bi ljudje bolj vedeli natančno, kaj pravzaprav pomeni komunistična revolucija, tudi tisti, ki so bili privrstni, ne bi šli zraven. In seveda vso to resničnost, da se je med vojno začela revolucija, da so leta 1942 pobili nad 1000 ljudi v Ljubljanski pokrajini, pa seveda tudi po Gorenjski že takrat, in da je vse to pravzaprav povzročilo, da je v Sloveniji največ žrtev povzročila revolucionarna stran in da je zaradi tega toliko ljudi trpelo in da je vse to, kar se je zgodilo po vojni, potem prišlo na slovenski narod, se pravi poboj, pomor domobrancev, pomor civilistov, pomor vseh, ki so bili tako ali drugače nasprotniki, izgon ljudi, pa seveda celoten preobrazba slovenskega naroda, kakšno trpljenje so ljudje morali dati, bodisi begunci, kakor tudi ljudje doma. Sam vem iz svoje družine, koliko so ljudi trpeli, ne zaradi tega, ker je bila vojna, ampak ker je bila revolucija in ker so komunisti hoteli priti na oblast. In to je resničnost, ki jo je pač treba enkrat sprejeti, zato je tudi nesprejemljivo, da žrtev komunizma še vedno ne praznujemo ali ne smemo praznovati, ker je bil dan žrtev komunizma enostavno ukinjen in tako dalje. To so stvari, ki enostavno ne gredo v koncept tistim, ki še vedno zagovarjajo enostransko pot. Ja, ta vlada je začela na ideologiji, ne? Ena prvih potez je bila ukinitev muzeja, pa tudi dneva spomina na žrtve povojnih pobojev, ampak ne, ti revolucionarni govori se kar nadaljujejo iz proslave v proslavo. Zaznati je bilo v tem govoru predsednice Državnega zbora na nek način tudi opravičevanje tega revolucionarnega nasilja. Je to res primerno strani predsednice Državnega zbora? Mislim, da predsednica Državnega zbora je tudi predsednica vseh članov Državnega zbora in na nek način tudi prva za predsednico države, ki reprezentira Slovenijo, bi morala dejansko upoštevati vse ljudi in predvsem bi morala upoštevati resnico. Resnica pa je, da je zaradi revolucije, ko so nekateri s terorjem in nasiljem prišli na oblast, trpelo toliko in toliko 10-100 tisoč ljudi v Sloveniji. Ampak kje, doktor Juhant, je smisel tega ponavljanja svobode? Vemo, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni. Nekaj, kar se je zgodilo 80 let nazaj, ne? Po mojem mnenju gre danes, in to tudi številni priznavajo, sploh ne gre več za to, da se nekako širi komunizem, ampak gre preprosto za privilegije. Nikolaj Berdjajev je rekel, da nasledniki komunistov bodo še bolj zavzeti, da se bodo držali svojih privilegijev. Gre preprosto za privilegije, denar, oblast, in mislim, da je prav, da Slovenci to spoznamo in rečemo, da enkrat zaključimo to poglavje naše zgodovine. Se bo premaknila naprej, doktor Juhant. Ta koalicija želi po skrajšanem postopku spremeniti zakon o oplojevanju žensk z biomedicinsko pomočjo, ne, po tistem mnenju Ustavnega sodišča, da so prikrajšane samske ženske oziroma ženske v lezbičnih zvezah, ne. Je želela opozicijska stranka SDS neko širšo razpravo, pa so jo v koaliciji preglasovali in se bo zdaj o tem zakonu v parlamentu razpravljalo in odločalo po hitrem postopku. Poglejmo, kaj so menili v SDS. Ker menimo, da ne gre za manjše spremembe zakona, predlagamo, da se zakon obravnava po rednem postopku in se tako omogoči vsem zainteresiranim, da v času postopka posredujejo svoja mnenja in morebitne predloge. Predvsem pa, da se glede na rezultate referenduma pred 2 desetletjema in voljo ljudi odpre javna razprava o omenjeni rešitvi, ki je nasprotovalo skoraj 3/4 volivcev. Z zakonom namreč otroku, čigar pravice bi morale biti na prvem mestu, jemljete pravico do očeta, kar ima daljnosežne posledice ne samo na vrednostnem in čustvenem življenju otroka,
pač pa tudi na zakonodajnem področju, ki jih zakon sploh ne obravnava, kot so ugotavljanje očetovstva, dolžnost preživljanja otroka. Ja, skratka, tukaj se opirajo tudi na tisti referendum iz leta 2001, iz časa, mislim, da 3. Drnovškove vlade. Takrat, mislim, da je bilo 72% ljudi proti, za samo 36%. Seveda pa je od takrat minilo 23 let. Glejte, to so tipični izrastki, lahko rečemo, te skrajno subjektivistične, individualistične družbe, ki hoče vsakemu dati svoje. Ampak glejte, ljudje imamo različne omejitve, ne morete vi invalidu dati roke, če je nima, on bo tako vedno živel in tudi ljudje, ki niso nekako zmožni živeti družinsko življenje, bodo težko vzgajali otroke v družinskem smislu in to je bistveno vprašanje. In jaz mislim, da bi o tem morala teči razprava, da se pogovorimo o tem, ali otroci želijo in je spet tukaj, se pravi, pravica žensk. Ja, ampak na drugi strani, kaj pa pravica otrok, ki bodo prišli in v Ameriki se že to dogaja, da potem otroci iščejo svojega očeta, kako pa bo in bo potem država morala to plačati, kar si pač ta vlada recimo lahko privošči in omogoči z zelo velikimi sredstvi. Ne gre za to, da bi komu kratili pravico od otroka, ampak gre za to, da otroku moramo omogočiti, da bo živel z očetom in mamo in da bo živel družinsko življenje in končno je tudi slovenski narod v tem plebiscitu to dejansko ravno zaradi tega, ker hoče zaščititi družino in s tem tudi predvsem zaščititi otroka, da bo živel normalno družinsko življenje. Ampak mi tukaj imamo zdaj na mizi to odločitev Ustavnega sodišča, ki jo je treba spoštovati. Ja, seveda, Ustavno sodišče je pač ravnalo po nekih seveda tudi kriterijih, ki so tudi izraz sodobne mentalitete, da ima vsak svoje pravice, ampak zelo težko pridemo potem na zelenove, ker s tem pa kratimo pravice otrokom. To bi moralo tudi Ustavno sodišče, ki na nek način mora tudi varovati družino in predvsem varovati otroke, tudi v tem smislu izreči neko stališče do tega, ker to je zelo širši, ne samo, če hočete, pravni, ampak tudi sociološki in končno tudi bistveno človeški problem. Torej, vi podpirate SDS pri prizadevanjih, da bi šlo za neko širšo razpravo v parlamentu? Seveda. Mislim, da je to nujno potrebno in nekako najbolj žalostno je, in to se v tem času te vlade sploh dogaja, da poskušajo ti vladajoči dejansko izključiti vsako drugačno mnenje in vsako razpravo o vprašanjih, ki jim niso po godi in enostavno celo proceduralno, da ne govorim v določenih primerih celo zakonsko in ustavno kršijo naša temeljna demokratična pravila. Mislim, to ne gre, taka družba ne more dolgoročno in vzdržno živeti. Ja, še več, doktor Juhant, predseden se je zgodil v zadnjih tednih, ko so začeli vladajoči ljudi pozivati, naj se ne udeležijo referenduma, na nek način instituta demokracije. Janez Janša je o tem po oprostilni sodbi pred celjskim sodiščem povedal takole. No, jaz sem dejal, da ne izkoristijo svojo pravico glasovanja, ker lahko je prepovejo, ker pol poti so že naredili. Zdaj prvič v zgodovini neke demokratične države, ne samo v Sloveniji, se je zgodilo, da oblast, se pravi vlada, poziva na bojkot referenduma. In to glede zakona, ki so ga sami predlagali in sprejeli v parlamentu. Zdaj, če si prepričan, da je tisto, kar si sprejel, kar si uzakonil dobro, potem pozovi ljudi, naj gredo in to podprejo. Ne pa naj bojkotirajo udeležbo na referendumu, kar se da pomeni, da sami ne verjamejo v dobro tega, kar so uzakonili. Zadrživa se še malce. In to je, seveda, to je precedens, to je nekaj, kar se v demokraciji ne bi smelo dogajati in če prvič pozivajo ljudi, naj ne gredo voliti, naslednjič lahko volitve prepovejo. Ker zakaj bi imeli volitve ali pa referendume, kljub ustavi, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki to oblast izvaja neposredno, pa posredno pol preko volitev. Če pač ljudem pravijo, ne pojdite,
na volišča in ne izvajate svoje ustavne pravice. Kako ste vi videli poziv vladajočih, naj se ljudje ne udeležijo referenduma o tako imenovanih privilegiranih pokojninah? Glejte, jaz se v tem smislu popolnoma strinjam tudi z izjavo predsednika SDS, da dejansko je potrebno, da te stvari naredimo skladno z ljudsko voljo, da omogočimo, to je demokracija. Če pa nekako ljudi odvračamo od demokracije, potem smo pa totalitarna država in marsikaj kaže na to, da dejansko smo taka država in iz tega potem tudi taki odzivi, recimo, da si predsednica državnega zbora enostavno dovoli, da govori, kakor da smo v partijski državi, ne pa v demokratični državi Sloveniji. Nismo bili vajeni česa podobnega od Svobode v preteklosti, ne glede na to, da predsednik vlade ves čas poudarja, kako so mu ljudje leta 2022 namenili mandat za to in ono, ne. In to zdaj še vedno ponavlja v intervjujih za novinarje, tudi ko ga sprašuje o vseh njegovih aferah, češ da se s tem ne ukvarja, da se mu ljudje dali mandat za druge stvari. Jih ne posluša, ne. Zelo jasno je usmerjen v tisti svoj rezultat izpred 3 let. Glejte, ta rezultat ga je samo usposobil, da vlada. Vladati pa pomeni, da nekaj narediš za ljudi. To se pravi, če je in ta koalicija bi glede na številčno premoč to lahko naredila, ni pa naredila veliko, ali lahko rečemo bore malo, in pravzaprav ni glavno, da se sklicujemo na preteklost, ampak pokazati moramo rezultate. In mislim, da je prav, da tudi Slovenci se zavemo, kam pravzaprav takšno vladanje vodi, da to pomeni tudi razpad države, pomeni razpad vrednot, pomeni tudi seveda razpad nekih osnovnih standardov demokratične države. In zato se seveda tudi bližamo nekemu demokratičnemu dnu s to vlado. In poleg tega pa, kar je pa skrajno zavržno, pa ta oblast in tudi sam premier in še drugi dejansko kar naprej skušajo to prikriti z lažnimi in tudi polresničnimi izjavami, ki jih dajo v javnost. V tednih pred volitvami 2022 je premier ponavljal, takrat še ne premier Robert Golob, ljudje plešejo na ulicah in se veselijo prihoda praznika demokracije, češ ko bodo izvolili neko drugo oblast. Zakaj te iste ljudje, ki so po njegovem plesali po ulicah, zdaj pošilja pa v gozd, namesto da bi jih poslal plesati še na ta referendum? Ja, to je pač, so zdaj izhodi v sili, bi jaz rekel, ki seveda ne prinesejo nikomu nič, pa mislim, da tudi ne tem ljudem, ki sedaj vladajo, kajti zelo malo imajo pokazati in verjamem, da bo vedno več ljudi videlo, kam to vodi, in upam to tudi streznilo, da se bomo v prihodnje ali da se bodo ljudje v prihodnje odločili drugače. A menite, da so se vladajoči ustrašili rezultata tega referenduma 11. maja? Jaz mislim, da so se tudi ustrašili, tudi zaradi tega potem take izjave, kar je popolnoma nesprejemljivo za enega demokratičnega voditelja, in verjamem, da bodo ljudje tudi na tem referendumu pokazali, da pravzaprav take anomalije, ki samo določenim ljudem dajo neke privilegije, enostavno ne gredo. Ob tem, da pa zaradi tega številni so prikrajšani, da se nižajo pokojnine, da številni zaradi tega nimajo možnosti osnovnega preživetja. A pa menite, da je resnični namen največje opozicijske stranke s tem referendumom preprečiti te dodatke za to peščico ljudi, da jim tako rečeva, a so enostavno začutili ta duh časa, kar posredno tudi sami priznavajo, ne? Da bodo ljudje prišli na referendum, da rečejo, dovolj imamo te vlade, ne? Tako kot so recimo takrat povedali pri Vizjakovem zakonu o vodah. Ja, glejte, to ste dobro diagnosticirali, najbrž je tu v ospredju oboje. Res pa je, da se človeku, ko vidi recimo, da taka umetnost, ko ženska doji psa,
res nekako ne more ljudem zdeti kot umetniško delo, da ne govorimo tudi druge. In predvsem gre za kriterije, ki dejansko se na vseh področjih popolnoma podirajo in se adaptirajo, prilagajajo različnim potrebam, željam in predvsem različnim privilegijem. To pa je tisto, kar je dejansko sporno in ne smemo pozabiti, tudi vse te zunanjosti v ozadju potekajo milijonski posli na različnih področjih, ki jih ta vlada deluje, recimo tudi vse infrastruktura, ki se obnavlja, ker gredo milijoni in milijoni, recimo ne samo Litijska, ampak tudi druge stvari, in tudi te stvari nekako se poudarjajo v ospredju, v ozadju pa seveda poteka ta posel. In to je tisti glavni razlog, da smo ljudje manj uspešni, da Slovenija nekako tudi v evropskem merilu in tudi v Evropski uniji pada gospodarsko in seveda tudi s tem ljudje imamo vedno manj. A pravilno razmišljam, če bi premier menil, da ima še vedno mandat od ljudi, da dela to, kar misli, da so mu ljudje naročili pred 3 leti s tisto enormno zmago na volitvah, potem verjetno se ne bi bal referenduma, ne bi njegovi ljudje prišli in povedali, ja, v redu je, da dajete te pokojnine. Verjetno je to seveda še en signal, saj takih signalov je že kar nekaj. In jaz se čudim tudi ljudem, ki ga podpirajo, ker ima neko verjetno ozadje tudi, kako je prišel na oblast, bodisi mediji, kakor drugi, seveda vsi imajo neke koristi od tega, ampak da dejansko s tem potiskajo Slovenijo na dno, to pa se mi zdi neodgovorno tudi od tistih ljudi, ki so tega premierja ustoličili in ki dejansko ga podpirajo, ne glede na to, ali Slovenija v tem smislu potone. Kaj menite, bo kvorum dosežen, bodo ljudje prišli in glasovali proti? Jaz mislim, da ja, in tudi sam se zavzemam za to, da bi ljudi vsaj v svojem okolju prepričal, da je dejansko potrebno, da tu jasno odločimo. Seveda je to tudi na nek način sporočilo celotni vladi, zato gre tudi za ta problem. To se pravi, če smo za ta referendum, oziroma če smo proti temu zakonu, potem pomeni tudi, da smo proti vladi in to pomeni tudi seveda, da se morajo vladajoči zamisliti in dejansko odstopiti. A so po vašem na vladi začutili, da so se zlasti upokojenci, gre za velik volilni bazen, 600 000 plus volilnih upravičencev, obrnili proti tej vladi, ne? In da bodo prišli prav oni na ta referendum? In a vidite poteze premierja v luči tega, da poskušajo obrniti javno mnenje? Vemo, njegovo telovadbo z upokojenci, njegova partnerka po socialnih omrežjih deli, tako pravijo zdravniki, smrtno nevarne prehranske nasvete za upokojence. Ja, mislim, da so vse te poteze kažejo na to, kar sumimo, recimo, da se dogaja, in verjetno je ta strah upravičen, ker dejansko vse več ljudi se dejansko s takimi mehanizmi ne more strinjati. Predvsem so pa ti PR-ovske poteze, ki jih premierjeva partnerica izvaja, so malo čudne vsaj, recimo. In kar me najbolj čudi, ker je predsednik vlade ves čas obljubljal, da bodo v njegovi vladi dajali besedo stroki pred politiko, me čudi, da je pred dnevi spet ponavljal neresnice, kljub temu, da je stroka jasno povedala, kako je bilo glede spremembe zakona SPIZ. Poglejmo to. Ampak drži, da je zakon iz leta 2012, proti kateremu ni glasoval niti en poslanec, ustavil zmanjševanje pokojnin. Da ali ne? Ne, pokojnine so še naprej padale. A te navedbe ne držijo, kažejo podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Odmernega odstotka, s katerim se izračuna višina pokojnine, Janševa pokojninska reforma ni znižala, pač pa ga je preračunala in ustavila njegovo padanje. ZPS-2 je bil stabilnost blagajne in dostojne pokojnine, zato se je takrat ustavil padanje. Skratka, tukaj imamo gospoda Papeža, ki pove, ne, da so po novem preračunu pokojnine začele rasti, premier pa še naprej
ustraja nedavno v intervjuju za televizijo Slovenija, da to ni res, ne. Celo zelo pasivno, agresivno proti novinarki nastopa, da so pokojnine še naprej No, že tak padale. že tak nastop, recimo agresiven zoper novinarko, kaže, da se premier ne počuti v svoji koži dobro in mislim, da bi take stvari sploh ne pritičejo premierju. Moral bi že za take laži, pa tudi druge so bile že izrečene, dejansko odstopiti. To dejansko kaže, kako globoko na dnu smo v politiki sedanje vlade in mislim, da se morajo ljudje ali se moramo ljudje strezniti in dejansko odločiti na volitvah drugače. Ja, ampak vendarle, ne razumem, če je vse javno povedano, in zdaj potem lahko opozicija lepi te kolaže premierja, kjer govori eno, pa se zapleta stalno, lahko rečeva kar direktno, v laži, ne. Kako misli, da mu to koristi? A so izgubili po vašem vladajoči stik z realnostjo, ima okrog sebe, ne vem, skupino piarovcev, ki mu ne znajo več svetovati, ali se preprosto z njimi niti ne želi več posvetovati, ali se je preprosto zaplezal, ker se ne more, da tako rečeva, rešiti iz te laži, v katero se je ujel, ne, kajti upravičiti pa se zagotovo ne želi. To bi bilo pa slabo tudi iz njegovega političnega vidika. Glejte, jaz gledam na te stvari že vse skozi, recimo ta premier sedanji je tudi v volilni kampanji bil nekje v ozadju, skrivali so ga, tudi pri javnih nastopih je imel neke privilegije na medijih in nikoli se ni pravzaprav jasno opredelil, kaj bo njegov program, pač samo govoril je, da bodo oni vse spremenili, da bodo oni prenovili Slovenijo, da bo svoboda. Tako smo pa stopili v vse večjo sužnost in mislim, da on sploh ne zna drugače, kakor pač reagira, ker je dejansko že vse skozi na nek način bil v laži, ker ni zastopal tistega, kar mora premier zastopati, to se pravi stopiti pred ljudi, povedati, glejte, jaz sem to in to, imam te in te predloge, kako bomo našo državo spremenili, to in to bom uresničil, imam ekipo, ki bo to delala, ampak tega ni bilo in dejansko se to samo vleče naprej in tudi vsi rezultati, ki jo je ta vlada, so pravzaprav samo neko krpanje na nekaterih mestih, da pa ne govorimo o nobenih reformah, bodisi niti pokojninski, niti zdravstveni, niti drugi, čeprav zdaj govorijo, da je to, ampak vsi poznavalci pač ocenjujejo, da nobene te reforme niso uspele tako, kot bi morale, kot bi dejansko... No, premier je dejal, ne, naredili smo več kot katerakoli vlada v 20 letih, ne. To je dejal ta teden. To je tudi eno od teh njegovih stališč, ki pade v ta kontekst in kaže, recimo, kakšnega premierja imamo. Ja. Doktor Janez Juhant, najin čas je iztekel, ampak hvala za vaše zanimive, pronicljive komentarje. Hvala lepa tudi vam in poslušalcem, lep pozdrav. Ja, in seveda, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. V odmevu tedna bo z vami prihodnji teden znova Vida Petrovčič.